Živa! Dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. In danes Gorazd bova pa res raztezala najne možgane, bova šla zelo globoko. In sicer, ker se bova pogovarjala o deep research AI agentih. To je zdaj nekaj, kar smo videli vsi veliki playerji, ki delajo large language modele, so dali ven svoje deep research, deeper research, web research in podobne modele, ki imajo zelo podobna ali pa enaka imena. Vidimo skozi več neke uporabne vrednosti in se mi zdi, da je fino, da bi to tudi midva povzela. Preden greva na epizodo, bi še enkrat povabil vse, da obiščete frodix.com/anketa in tam izpolnite kratko anketo s 6 vprašanji, ker nam bo res ful pomagali izboljšati te epizode, ki jih imava. In ja, to velja tudi zate. Pejte res na frodix.com/anketa in izpoln, ker nas zanima tudi tvoje mnenje. Ok, zdaj pa k epizodi. Torej, omenil sem že, da vsi te glavni playerji so dali ven podobne rešitve, tudi nekaj drugih playerjev. A bi kar ti začel s tem, grejo čez nekak seznam vseh teh zanimivih? Tistih v zadnjih 14 dneh. Zdaj, mogoče zakaj ta deep research sploh ratal zanimiv, je zato, ker ni več zaprt v neke zelo drage subscriptione, ampak je recimo na voljo že v ChatGPT-ju v plusu, je deep research zdaj ratal na voljo. Pa zdaj, če grejo čistko en korak nazaj, kaj je deep research? Razlika od tistega promptinga bi bilo, da deep research naredi nek bolj elaborat, neke teme, ki razišče več sourceov, pač več spletnih strani, večinoma je to, več dodanega, da je reasoninga ja ali pa ne, zdaj ni to čist dejansko povezan s tem delom, del pa je. Jaz tudi, kaj je OpenAI predstavil, zelo podobno, kot je predstavil O1, a ne so v bistvu zelo se fokusirali na raziskovalce, torej z neke kemike, biologe, fizike, ljudi, ki dejansko potem napišejo tudi raziskovalne članke v znanstvenih revijah, a ne? Ja, kjer bi smatral, da večina sourcev išče z nekih znanstvenih zadev, vidimo pa v praksi, da večino pač išče po webu, dostopnih stvarih in predvsem skrajšati ves ta čas nabiranja informacij in to ti združi glede na tvoj prompt, ki mu, to vam malo kasneje pa še tega sledi nek plan in ti naredi nek dokument in zato porabi tudi velik del časa. Zdaj dokument, prav daljši spis nekega besedila, lahko tudi neke grafe, lahko tudi tabelce, zato porabi ponavadi 10 do pol ure, 10 minut do pol ure. Zdaj, kjeri pa so taki, ki jih lahko recimo vsak uporabnik malo sproba na različnih temah, ker niso vse sam poslovne, lahko, ne vem, rečeš, kakšno gorsko kolo se mi najbolj splača kupiti, bi bila recimo nekaj takega zanimivega, da bi lahko sprobal. Ok, eno so rekel, da OpenAI na ChatGPT-ju imaš plus, na plusu imaš deep research. Zdaj, mislim, da ne vem, če jih res ne bi ogromno delal, nekaj je omejeno, ne vem točno, koliko je ta številka. Ja, ni jasna, ampak v primerjavi pač $200 na mesec je pač ta omejen. Bi ti začel jamrati, da rabiš to. Tudi mi dosegamo te limite, ne? Ja, en user. Pa je Google Deep Research, na 1.5 je bil, zdaj na 2.0, tako da na Gemini 2.0 zdaj že dela. Zdaj, oba dva sta free, mislim, da za sprobati. Ja, ta je ekstremno zanimiv ravno zaradi tega, ker je v bistvu čist zastonj. Ja, zdaj vsi tisti, ki pa bi radi to sprobali, pa ne bi šli na Gemini, app je pa en trik, da greš na Google AI Studio, tam pa tudi lahko stvari sprobaš, malo bolj je tak inženirski interfejs, ampak se da zastonj sprobati, tam dosti stvari Google da tako zastonj, za kar precej časa. Pol Perplexity, mislim, da je ratal ravno s temi featurji, tudi s parimi upgradi, ker Perplexity je bil prej nek wrapper okrog, tudi ChatGPT-ja, pa da je znal navepiti, pa tako, OpenAI-ja, je zdaj bistveno boljše, ima tega svoje logike, ima ta deep research, ki zna zelo dobro narediti neke stvari, je pa zelo hiter tudi, na voljo tudi prek API-ja, tako se da zadeve uporabiti. Zdaj ima tudi deep research, rečemo neke vrste thinking sicer, to bi bil reasoning, Claude,
ki je ravno danes, ko snimamo to epizodo, lansiral v Ameriki ali pa prek VPN-ja tudi Web Access. Se pravi, lahko v real time pridobiva podatke. Ja, Anthropic ima končno dostop do interneta. Ne? Tako, ja. Zdaj nisem mogla veliko testirati. Verjetno bojo tudi nek deep research dodali kmalu, tako da ga ljudje se malo na drug način to uporabljajo. Poj proxijev, proxy se imenuje Deep Work, to je od Convergence-a, to je tak zelen interfejs, vam bo najbolj znan, kjer v bistvu na desni strani vidite, kako išče po spletu. Pač vidiš ekranske slike in zdaj so zraven dodali še na ta proxy 1.0 so dodali še Deep Work. Tako da, kar sem testiral, je ta v plačljivem modelu. Ta je tudi $20, ne? Ta je tudi $20, vse je $20. Ja, ni, prideva do X-a. Da, dobro, čakaj. Grok je 40. Tam ti sicer je malo nezanesljiv, no? Se mi zdi doskrat med temi koraki, ko obiskuje te spletne strani, pade dol, mogoče malo tematike odvisno. Pol je pa seveda tukaj Grok z dostopom do real-time najbolj zaprtih informacij, katere ima samo on dostop, malo heca, ampak imajo tudi deep research, pa deeper research. Ja. Da, pa think. Ki jih pa ne moreš skupaj združiti. Je pa 40 na mesec, zdaj dela pa vsot, mislim, da zdaj dela pa vsot. Tako je, zdaj tudi v Evropi že na voljo. Ja, tudi v Evropi. Bi rekel, da tega sva najmanj testirala, da bi lahko res ocenila zraven, kakšne stvari daje. Pa imamo še ne izpeljanke iz tega ven, pa mislim, da si mi ti ravno preden se začela snimati enega ful dobrega en dober tool pokazal, kaj je dober na deep research. Ja, Genspark AI je tudi rešitev za deep research, oziroma je tudi generiranje slik, generiranje videa, klasičen chat. Ampak ta njihov deep research je zato zanimiv, ker v bistvu zna kombinirati druge agente, torej imajo noter v toolkitu v bistvu in klasičen 4O, torej tam, kjer je smiselno, da je klasičen LLM model uporabljati, in O1, O3, DeepSeekov model, mislim, da tudi Grokov model. Skratka, imajo druge in potem ne bi oni s tem svojim reperjem okrog, pa s procesom, ki si ga zastavijo, vedeli, kater model je najbolj smiselen za uporabiti, glede na kakšen task so si zadali v procesu, in potem kombinira različne modele. In tudi, kot si zelo podobno kot mogoče ChatGPT v Deep Research, tudi res traja, res si vzame čas, preden stvari napiše, pridajo ven kar kompletne stvari, dodelane. Tako, se vidi, da je neka vrednost v tem, da kombiniraš mogoče dva agenta za izdelavo enega tazga researcha. Zdi se mi ok to, ko si rekel, da Deep Research je v bistvu agent, ne? V bistvu, ja. Torej, to se po moje kaže, te veliki, zdaj pač, ok, eno je, da stremijo ali pa da lovimo, kako pridati do GPT-5 pa AGI. To je ta research del, ki se dogaja v zadju, drugo je pa, kako oni tekmujejo med sabo po nekih featurejih in na API-ju v bistvu in na front-endu za končne uporabnike, kjer pa je v bistvu to, da gradijo agente. Mogoče bi lahko s tem zaključila kot neki next stepi, ker tudi vidimo, da se pojavljajo neki drugi agenti, ki jih tudi ta podjetja dajejo. Ok, zdaj smo nekako šla čez. Nekaj so povedala o tem, kaj so te agenti. Mogoče, če se pa še majčkrat zadržijo pri tem, kako pa delujejo. Ker načeloma način delovanja imajo dosti podoben. Torej, vsi grejo nekako v grobem, če rečeva, čez 4 korake, kjer najprej si v bistvu vsak ta AI deep researcher naredi načrt, naredi si plan. In tukaj je zdaj malo odvisno. Eni so čisto avtonomni, pa bojo naredili plan, pa kar nadaljevali. Zelo velikih je pa uporabljali ta način, da so v bistvu, da počakajo na človeško intervencijo, da se tako prevede, kjer pač ti pokažejo, kakšen plan so si naredili, in ga potem lahko urediš oziroma potrdiš, preden nadaljuje. Oziroma meni je všeč ta način, kako ChatGPT večinoma naredi, je to, da te vpraša par podvprašanj, torej da ugotovi, kje informacije mu manjkajo, in mu še na to odgovoriš, preden nadaljuje.
Ja, tak človeški pristop k raziskovanju je. Tja hočem priti, kakšen način. Tako, v bistvu razbije problem na različne sekcije, na različne izzive. In tudi v ozadju, kako vse skupaj dela, je to, da je več agentov vključenih pri pripravi tega. Torej, ponavadi je en temu, ki se reče manager agent, ta je zelo velikrat dela tehnično gledano tudi kot coding agent, tega, ker v bistvu s kodo potem upravlja druge. Potem so pa agenti za klicanje, pa uporabo toolov, pa web browsing zmožnosti. In skratka, ko naredi plan, ko ima plan potrjen, začne ta agent raziskovati, torej išče splet. Zdaj, spet ta del zelo različno delajo. Torej, eni uporabljajo Google Search, Bing Search, mogoče neke druge umestne rešitve, kot je Teveli, ki je pa prav prilagojen za large language modele. Potem imajo neke mogoče lastne vire, dostop do x.com podatkov, naprimer. Ampak skratka, drugače lotevajo tega. Tudi recimo te, ki ti prikazuje, kako on browza, on v bistvu takrat ne uporablja, on takrat simulira browser in tako brska po spletu, torej kot človek, ne preko API-jev, kar je tudi mogoče nek zanimiv pristop, pa proba se izogniti tem omejitvam, ki jih imajo spletne strani za robote. Zdaj, ko zbere vse informacije, pa začne, torej, pregleda plan in zdaj za vsak task, ki si ga je zadal v planu, gre ta isti proces, torej iskanje informacij, pol pa začne delati neke, rečemo temu, zaključke izbranih podatkov. Torej, iz vseh teh linkov, ki jih je prebral, prepozna neke konflikte, pa jih zna izločiti, zna neke odločitve sprejeti, zna ugotoviti, kaj je prednost, kaj je slabost, in potem za vsakega od teh testkov pripravi nekak odgovor na to vprašanje. Potem je pa še zadnji korak, ki pa naredi to podrobno dolgo poročilo, ki je največkrat opremljeno potem tudi s citati, zaradi tega, da lahko spet fact-checkamo, da preverimo podatke, ki so noter. To so zdaj nekako te štirje koraki. Ja, ponavadi so viri prikazani, kjer so tudi noter. To se mi zdi, a veš, je ta del, ne dati samega rezultata, lagraš res pogled, če te še bolj zanima podrobno. No in tle dobro foruma, ravno ta Genspark, o katerem sva govorila, ki ti na koncu reče interesting facts, torej neke zanimivosti, pove ti, s katerimi modeli delu, potem pa tudi pove, jaz sem tle en primer iz enega svojega researcha, da je pregledal 309 virov, kjer on ocenjuje, da je nekje 1,5 do 2,5 milijona besed v teh virih, ki jih je on prebral, in zdaj pri povprečni hitrosti branja 200 do 250 besed na minuto je to 20 ur branja, kar pomeni, da mi je s to analizo zdaj prihranil 2 dni dela. Kar zdaj jasno, je to malo napihnjeno, je pa v bistvu zanimiv prikaz tega. Ene primere sem imel veliko bolj realne, je bilo v smislu 8 ur dela upravljenega, ampak ja, dejansko, če hočeš toliko globino iti, kot človek bi sigurno te URL-je prej ovrgel, preden bi prišel do konca, pa jih ne bi zares prebral, ampak pač res je treba veliko vsebine predelati in tudi če teh 8 ur ali pa 20 ur ni realnih, pa bi zato porabil 4 ure pa hiter za nek tak research, dejansko si prihranil veliko časa, če ti je ok, da pač dobiš nek zelo detajlen povzetek tega. Ja, se ravno to, se pa vprašaš, kaj mi je pomembno za moje delo in verjetno ti res vseh teh 50 URL-jev celih oziroma ni za pogled, rabiš pa res tiste bistvo, pa še vedno se sam odločiš, pa gaš kaj naprej pogled. Mislim, kaj čišče iz sebe shajam, jaz recimo large language modele sem zelo redko uporabljal za povzetke. Če moram jaz ta članek prebrati, pol ga moram prebrati, pol ni dosti, da vzamem povzetek. So primeri, ko je to primerno, ampak večinoma tisti mim, ki krož po spletu, kjer jaz napišem v bulletih mail, pa rečem LLM-u, da ne ga expanda v lep mail, pa ga ti prejmaš, ti pa pol uporabiš LLM zaradi tega, da summary nazaj narediš, pa ti ga dal bullete. To je čist resnično, torej večinoma je pač treba neko besedilo pripraviti ali pa ga tudi prebrati. Medtem, ka tukaj, pa dobiš toliko podrobno in tudi nekako razdelano, pa neke v smislu neke odločitve ali pa nek reasoning, torej v smislu, če je to potem to priporočilo, če pa ti to drugo pomembno, pa to priporočilo, se mi pa zdi, da ima tako vrednost, da mi je smiselno ta
full dober summarization uporabljati. Ne, itak, se strinjam. Ampak verjetno veš za to pripraviti, a ne, se reka 20-30 minut porab, za to lahko, a ne, ali pa če 15 minut. Zdaj, da ran gledaš, pa da to takrat dela, nisi ran prehranil časa. In zdaj, če bi ti promptov na način, kot promptamo, ne vem, ostale modele, a ne boš dobil ran takih rezultatov. Tako da mogoče je fino, da malo razumemo razliko med promptingom za, ne vem, deep reasoning, za deep research, a ne, vse te zadeve, da morajo biti malo drugačne. Oziroma, so neki hacki, ali pa tako, neke best practices, ki jih ljudje uporabljajo. Tako da ne vem, jaz bi vsem ljudem svetoval, ko se odloča za nekaj taga, si daj problem, ne vem, oslabši model. In to se je res izkazalo, kot ne vem, O3 mini high, ali pa O3 mini, ali pa Claude 3.7, pač tudi 3.5, sta zelo dobra pri tem, da ti neko generalno idejo daš, kaj bi želel doseči in rečeš, da naj ti napišeta ful dober prompt za deep research, isto dela tudi za reasoning, modele, kjer pač rečeš, tvoja naloga je res priprav prompt, ne mi odgovarjati na ta prompt, a ne naredi za nek model, ki je bistveno bolj napreden, ali pa za model, ki bo deep research, ker mislim, da ta termin zdaj že LLM oziroma ta del razume, kaj je to, za kaj se gre. In ti priprav, jaz bi rekel, mogoče stvari izpostavljene, ki bi jih sam pozabil, pa bi pa rekel, to sem še hotel vključiti, pa ni, tako da ta del je, pa imaš pa itak še eno varovalko, je pa ta plan. Ko si pogledaš ta plan, bi lahko, čisto ta plan dal tudi v en drug chat, pa rekel, da mi pregleda ta plan, zadostuje tem ciljem. Lahko se tukaj malo poigraš, da vidiš, kakšna je pa razlika pa rezultatih. Tako da ne, za kakšne stvari je to smiselno, kaj tako, pa v bistvu malo naštudiraš. Torej deep research, torej ker čakaš na rezultate 10 minut, 20 minut, celo pol ure, ga ne boš uporabljal na enak način kot ChatGPT, ker res v realnem času delaš pogovor in je smiselno malo planirati, malo se pripraviti na to, malo več vložiti v sam prompt, ker potem tudi popravljati naknadno je, zamudno. Zdaj, kakšne detajle lahko rečeš, torej ne vem, si po benchmarkal 5 CRM-jev, 5 CRM sistemov, ali pa si mu celo rekel, da ne izbere top 5 CRM sistemov za tako in tako podjetje, pa vam popravil analizo tega, pa vidiš, da ni vključil enega, ki je pa mogoče zate zanimiv, pa rečeš, vključ mi še tega, pa ga bom po istih kriterijih, ki je skozi celoten research jih zdefiniral, bo še tega dodal. Eni modeli to znajo, ali pa eni te agenti to znajo, eni znajo samo iskati po tem, kar so, ali pa odgovarjati na vprašanje, glede na to, kaj so naredili. To bo še hiter naredil. Zdaj, če mu boš pa ti rekel, da sem pa jaz v resnici pozabil ti povedati, da je to za farmacevtsko podjetje, ki ima neko čist druge pravila, boš pa spet pa ure čakal. In je smiselno tukaj malo bolj opredeliti, torej, ne vem, opredeliti. Zelo jasno ti mora biti, kaj je tvoj problem, ki ga rešuješ, kaj je vprašanje ali pa kaj so neka ključna vprašanja, katera želiš, da odgovoriš. Ne vem, mogoče spet malo odvisno, kaj delamo, ampak kdo je ciljna publika, kakšen je želen obseg poročila, kakšen je obseg ali pa kakšen je tip poročila, ker zdaj jaz lahko rečem, daj mi poročila v stilu McKinsey reporta ali pa Deloitte reporta, pa bom res dobil pač tak biznis nivo poročila, lahko pa rečem, stil je znanstveni članek, pa bo to čist drugačen output bo mogel biti. Nekako je treba pa tudi opredeliti, kakšen je želen rezultat, ali pa če veš, da boš neka poglavja, da jih moraš noter imeti, jih tudi dodatno napišeš, pa še vedno opustiš, da ostali del pa on sam sformatira. Tako da vse v osnovi so podobne stvari kot za zelo dober prompt, vemo pa, da neke stvari pa pač slabš funkcionira. Tudi to je že, kaj je O1 prišel, je OpenAI rekel, torej ne mu več dajati ta chain of thought navodil noter, ker boste v določenih primerih zelo slabše rezultate na račun tega delčka v promptu dobili, pa dajte štartati z zero shot promptingom, pa potem iti v one shot ali pa few shot, zaradi tega, ker tudi spet so največkrat dobri rezultati ali pa boljši rezultati, če ne dajemo takih primerov noter. Mislim, imajo vsi te neke svoje
zadeve, kaj je dobro uporabiti, pa kaj ne. Pa verjetno tudi po modelih. Ne, sej, ta jeans par bi bilo dobro videti tako, ne, v drobovje, ker verjetno, ne, glede na to, kaj ti vprašaš, nekako pokategorizirajo, za katere model je to najbolj smiselno, ne. In potem se pač na podlagi tega odloča, komu kaj dajo, ne, verjetno imajo zadnji nek ta ekspertiz, kam koga dajeta. Tako, spet nekega agenta, ki razdeljuje naloge, a ne. Mislim, prihajamo verjetno v dobo, ko boš imel več, se pravi, multimodelov, ki jih boš uporabljal v svojem, ne vem, in v agentu, ki ga boš delal, a ne, tudi če ga buildaš tako, boš nekaj uporabil bolj za to, da bo nadzoroval potek celotnega agenta, kakšnega, da bo znal bolj, bolj škodo pisati, to, ga si rekel, recimo, ali pa boljši analitik, eden bo pa mogoče boljši v komunikaciji, ne. Tako da, ja, to bo še kar zanimivo. Zdaj, ne vem, jaz jih uporabljam, nekaj sem jih tudi, torej, ne vem, malo testiral, benchmarku, tako da bi probal dobiti, da si nekako odgovoriti, kateri je najboljši v narekovajih, ali pa kjer je za kjer use case, ampak moram priznati, nisem jih zelo velikrat usporedno postavljal, pa ugotavljal. Zdaj, ne vem, ti imaš po moje precej več izkušenj z uporabo teh agentov kot jaz, a grejo malo čez primere tako, kje je uporaben, kje je bil tep uporaben, kakšen ga bom probal še jaz navesti. Pa pol bova mogoče zaključila pa s primeri, ki ni uporaben. Malo so obratni, ni pa kakšnega pa lahko izpostavlja, a ne? Ja, jaz bi še vsem izhajal iz tega dela, kjer so mi bili najbolj uporaben tak, da bi ga lahko tudi zelo uporabil tudi v biznisu, ker konec koncev govoriva tukaj o nekih stvarih, ki jih lahko uporabiš v poslu. Ja, jaz mislim, da ni smiselno, da gre zdaj pokriva to, da ga lahko za pripravo znanstvenega članka uporabite. Loga tudi za pripravo diplomske. Ampak pa že se pogovarjamo o tem, kaj najne poslušalce zanima. Torej, ostajava znotraj strategije, poslovne strategije, produkta, marketinga, prodaje. Enega taga, ki smo ga dosti uporabili znotraj tega Frodex Lead Researcha, je del v tem delu, kjer nam pomaga razumeti nek sentiment enega podjetja. Se pravi, sentiment bi bilo, rečemo tako, definiramo neko javna podoba podjetja, kjer se ne ukvarjamo z fakt podatki, ki jih dobimo, se pravi, kakšna je tvoja bilanca in vse te zadeve. Te podatke dobimo iz vira, ki jih pač ali zagotavlja, agregira, tako ostalo, se pravi, vse te informacije, kakšni so bili članki okrog tega podjetja, ali so pozitivni, ali so negativni, zakaj, ne vem, kaj ljudje dajo v komentarje, kaj bi bilo, ne vem, kakšna imajo percepcijo do te blagovne znamke, a se splača delati s to blagovno znamko, oziroma kakšna tveganja so, če ti njim nekaj prodajaš, nekdo mogoče ima zelo dober na patentih, pa malo slabši, recimo, ne vem, na cash flowu, pa je to skozi neke novice, ki je bilo mogoče neke negativne novice bilo izpostavljen v medijih, v javnosti, skozi neka poročila, pa mogoče so še kakšne tožbe odprte. Te zadeve probamo s tem dobiti. Torej, v bistvu tam, kjer je gora podatkov, novic, reviewjev, takih stvari, ki so zelo nestrukturirani, pa mogoče tudi različno kvalitetni viri, ne? Tako, in je v bistvu prompt zelo ogromen, ki gre skozi to, tudi vsebuje nekaj podatkov, kaj točno ne bo, ampak je pa strukturiran v smislu, tole je naš output in res dobimo rezultate, ki so zelo uporabni. Mislim, bi bil presenečen za podjetje, ki ga poznaš, ki poznaš malo zadnje, se če greš svoje podjetje gledati, ne? Vidiš, tako si rečeš, ok, ne, so še nekje vne stvari, ki rečeš, da je tole še za izboljšati, ali pa tukaj je malo zavil v napačno smer, sploh pa kakšni general, se mi zdi teh imenih, ki so ime podjetja zelo lahko tudi kaj drugega pomenijo v kakšnih drugih jezikih, pol tam včasih, če je tam večji korpus neke vsebine, ti zna malo zaviti v to smer, tako da ti je še room for improvement. To se pri research agentih se to zgodi, da včasih dobiš noter neke stvari, ki se znaš razložiti, pol, ko greš vire gledati, ampak vidiš, da je zašel, ne? Ja, tega vmes nimaš, da bi, kdo je ran to, ko si prezal, kako se v bistvu učiš, probaš skozi to tudi v prompt, reči, ne tega, ne. Da je prvo boš ugotovil, da tvoje podjetje nekaj druge pomeni, ampak tako da tukaj se mi zdi zelo uporaben kot nek report za nekega account managerja,
da vidi, kaj se recimo dogaja. Ali pa, če se recimo nekdo odloča, s tem podjetjem bi delal. In zdaj, če reče, da je to prvi input, to tam smo prišli. Ne? Zdaj, nekje druga zadeva, ki bi bila zanimiva, je, da to, kar ti ponujaš kot storitve, pač da usporedno s tem, kar je tega podjetja zvedel. A so neke rešitve, ki jih mi nudimo zdaj, ravno zdaj, v tem momentu zanimive za njih. Se pravi, imajo nek pain okrog tega in probaš, iz tega ven izoblikovati nek pitch, ki pa pol, ne vem, tvoj prodajnik lahko nekoga kontaktira zelo tako personalizirano, mislim, ne na način, videli smo, da imate podatke, ampak zna izpostaviti mogoče določene storitve ali pa jih izpostaviti na tak način, da bi bile zanimive. Se pravi, če bi to isto osnova, bi jaz rekel, še na 2 agenta sledita. Ja, zdaj, pitch bi napisal ali pa, ne vem, mogoče kar nek mail za outreach bi napisal potem 4 agentom, ne, ker je tekstovno veliko bolj močan, zdaj nek research bi pa prej naredil za... Ja, in če ti zjutraj imaš za 5 tvojih ključnih podjetij to narejen in tam naprej pišeš, kaj bi lahko bilo, a ne si dejansko, če so rekla 2 uri, recimo, da bi ti prišparal ali pa 3, si ti ta del od včeraj teh reportov dobil in si ti danes lahko že aktiven, se ukvarjaš s komunikacijo, z outreachom in to na koncu, ne vem, pa če rečejo, da je tretjino tega časa prodajalca, jaz mislim, da si podjetja znajo zelo dobro ovrednotiti, kaj to pomeni, ne. Ja, zdaj si tako malo na hiter si rekel, ne, Lead Research, Frodixov, torej niso zares še, ne vem, imeli epizode o tem, pa so tudi se že pogovarjali, ne, torej Lead Research Assistant kot naša platforma za obdelavo akauntov pa leadov za pomoč pri prodaji v različnih delih prodajnega procesa. Ampak ja, me je bilo to zanimivo, ker vem, da te stvari smo že imeli na roadmapu, pa smo tudi že vedeli, kako bi jih rešili, ampak je bilo to kar par korakov, pa proces, pa več agentov, pa tako, kar zakomplicirana stvar, zdaj smo pa rešili v parih dneh z v bistvu uporabo enega agenta, ki to za nas naredi. To je ta hitrost napredka. Znaš, kad si danes predstavljaš, kaj boš Deep Research bo definitivno postal na voljo vedno v večjem številu, ker pač tako nekako te podjetja delujejo, da pol dajo te storitve vedno bolj na voljo, se pravi, verjetno bo prišla tudi Deep Research verzija 2, ali pa bo imel še nek dodaten reasoning dodatno, ali pa kakorkoli, ali pa bo lahko še nekaj več naredil. Tako da se mi zdi, da trenutno pa kot en tak dokument velik, ti zelo pomaga na tem pridobivanju znanja, to, kar si že tudi ti rekel. Rabim, ne vem, raziskati neko novo industrijo. In to je vedno tako, moraš si strani prevajati, ne vem, recimo želiš neke dobre prakse, pa rečemo, ne vem, iz kitajskih podjetij zvedeti, ali pa recimo, ne vem, rečemo južnoameriških, ker veš, da so tam neke, ne vem, podjetja, ki so zanimiva, pa bi te želeli več okrog tega zvedeti. To je zelo, zelo, zelo zamudno, vsi, ki delajo kakšnekoli te researche vejo, in se mi zdi, tukaj je res ta dodana vrednost. Vmes ti že nekaj drugega pripravljaš, tam dobiš report, še nekaj vprašaš in res lahko pač to uporabiš v pri svojem delu. No, pa se veš, koliko recimo uporabimo, če pripravljamo Customer Engagement Plan, pa želimo izoblikovati persone za neko industrijo, kjer prej nimamo nobenih izkušenj. Tam je pač velik dela, da nekako dobimo občutek za industrijo, da ponotranimo stvari, da se znamo tudi malo postavljati v kožo kupcev, pa potencialnih kupcev. To je zdaj pač res olajšano. Ja, mislim, a veš, recimo, če si marketer ali pa v CX-u delaš, lahko si rečeš, da razišči mi, da je tako zelo poenostavno. A veš, persone, benchmarke, te, ki sem jih jaz mislil, s tistim, kar bi taka industrija imela, persone pa njihove opise, a veš, in si mogoče dobiš idejo, da si še kakšno persono pozabil, pa naprej se jaz sprašuješ tudi nekih strategijah in podobnih zadevah. Ena stvar, ki sem jo testiral kratkem, pa recimo, da vprašaš, oziroma rečeš, da mi naredi Deep Research razlogov, zakaj nekdo zapusti neko panogo. Zapravo, zapusti nek brand. Kaj so vse lahko razlogi? In iz tega pol malo izhajaš, če še to pa zraven si daš v neke persone, zapravo znaš pri sebi razumeti, jaz zbiram te podatke, jaz vem, kaj se to pri meni dogaja, a sem sploh pomislil, da so to tudi neki razlogi, ker če veš, kaj so lahko razlogi, veš, kaj so področja, kjer boš delal neke izboljšave.
Jaz sem zdaj v nek bančni svet in ti daj neke take stvari, ki so zanimive, ki ni tako na prvo žogo, da rečeš, ok. Ja, in veš pol mogoče, na kere stvari moraš paziti, da zadovoljiš take kupce, a ne? Ja, in to je neka taka strateška naloga, ki bi mogel, ne vem, drugače, tako rekel, plačevati neke agencije zunanje, ki bi ti delali te raziskave konc koncev, ne? Tako da to je definitivno za testirati, za uporabiti. Tako vse pa mislim, da ljudje malo ne vejo še, kako tega lotati, oziroma kako to uporabiti, pa jih sprašujejo tako take stvari. Malo manjka še teh use caseov. No. Meni zakaj je všeč, pa je v resnici, ker je pač to nekaj, kar je v narekovajih zastonj za uporabiti. Torej, v zadju gre precej več energije, precej več procesiranja, torej to je dražje ali pa če rečeva slabš za planet, ne? Vsak deep research, ki ga izvedemo. Ampak tako, jaz sem recimo taka vrsta kupca, da ko delam nek večji nakup, da želim biti informirana, ne? Torej, ali pa da se želim poglobiti, primerjati razlike, torej želim svoj racionalni del možganov zadostiti, ne? In zdaj nek tak orodje, pač po eni strani del excitementa, pa del tega, da pa iracionalni del jaz zadovoljim, je tudi to, da pač brskam pol spletne strani proizvajalcev, pa reviewje gledam, pa primerjave berem, pa take stvari, ne. Ampak vse z nekim takim orodjem, mogoče ta prvi del researcha, ne vem, pač nek primer, tako kot si rekel, iskanje kolesa, ali pa jaz zdaj iskal sem novo denarnico, pa sem tak, čist butast primer, ne, ampak sem ga dal tukaj noter, sem dobil pač neko short listo, ne vem, 10 stvari, ki sem jih pol se lahko fokusiral na njih, pa sem videl, da glede na to, kaj sem dal, torej noter, kaj mi je všeč, kaj so moje potrebe, kaj so prioritete, sem dobil ven pač short listo, ki je ustrezala temu, kar sem napisal in je bil tudi zelo dober začetek pol, rečemo tega, naslednje faze nakupa, kjer grem v detajle, pa se navdušujem, pa tako, ne. Se mi zdi, da je par takih primerov, kjer pa res ni primerno za to, torej uporabljati deep researcha, čeprav bo neki vendal, ne. Recimo predvsem to, kjer nimamo podatkov dovolj, ne, torej, če boš ti dal noter, ne vem, 4 primere, torej AI nima gut feelinga, torej tam je treba še vedno človeški gut feeling uporabiti, ne. Če imamo mi veliko podatkov, ki jih lahko on obdela, primerja, pač počne s podatki stvari, tam bo zelo dober, če nima podatkov, stvari bo izriti potegnil in ne bo dober, ne. Tudi ne vem, neke stvari, kjer se res zahteva taka zelo široka presoja, tam pač še ni, ne. Lahko nam pač pomaga združiti neke fakte, pa pomaga pri odločitvi, ampak to nekako ni primerno, ne. Pol so pa te simple case-i, kjer je čisto smiselno large language model navaden uporabiti, ali pa celo že BI orodje, ne, torej zelo velikrat vidimo, da se z large language modeli, ne vem, spet, se olajša dostop do podatkov, kar je super, ampak res ne deep researcha uporabljati za to, da bi iz Google Analytica dobil, kater kanal nam je prejšnji mesec prinesel največ obiska, a ne. Goče nič od AI uporabljati. No ja, ampak tako v smislu, se vemo, ne vem, HubSpot pri nas ima pač zelo dobro integracijo torej ima svoj Copilot, ki ima zelo dobro integracijo s podatki v HubSpotu. Jaz mogoče, če ni nek report, ki ga redno uporabljam, pa me zanima nek podatek, pač bom napisal v Copilota, pa ne on poišče ta podatek, pa še link do reporta mi bo dal, kjer lahko mogoče še ostale vire pogledam, ne. Tako da, to je pač, v to smer grejo rešitve, ne, da large language modele uporabljajo za olajšanje dostopa do podatkov. Ja, itak, se strinjam. Se pravi, ne dajati za neka vprašanja, ki so zelo taka enostavna, bodite malo eko. Ja, mislim, pa tudi neke, ne vem, mogoče operativne odločitve, ki morajo biti hitre, nima smisla jih toliko researchati, ne. Neke strateške, pa ja, ne. Mislim, sej mogoče čisten tak kmečka logika, ne. Tiska rabiš neko raziskavo, ki si šel neki več stvari pogledati. To je bolj primerno za take modele, kot pa nekaj, kar narabiš zdaj takoj nekaj narediti, kar predobo AI si sam naredil. Tako ja. Ampak zdaj definitivno po moje tako nasvet za poslušalce, gledalce, če kdo ni še probil deep researcha, ne ga proba, ker je čist drugačna izkušnja kot uporaba large language modela. No? Torej,
je zanimiv, pač najte si neko stvar, probite raziskati s tem. Je pač zanimiv, ker je res output toliko drugačen. Ne? Sploh mogoče ta, ki sva ga imela od proxy, od convergensa, ali pa se še par teh modelov, ki ti v sidebaru kaže, kaj dela, kako šalta čez spletne strani. Tako, je tudi zanimivo malo to opazovati, kako si on plan naredi. Nek tak, se mi zdi, nov nivo appreciationa za te AI modele, ki delajo za nas. Se mi zdi, da dobiš. Ja, tle dobiš ta hiter, veš, feeling pri proxyju sploh, kot Twitcha, veš. Pa ti gledaš, ko on to klika, pa srčat, nisi nek kavico zraven piješ. Kaj pa delo? Ja, gledal sem, kako je nekdo zame delal. 90 strani sem pogledal, veš. Ne, pri proxyju sem še to mogoče, pri deep worku, on lahko uporablja tudi credentiale za določene stvari, da se kar upiše, pa pogleda. To trenutno velja za vse tiske, ni double authenticationa za two-factorja, tako da se pravi za neke stvari mogoče uporaben, take, kakšna je, tako da tisti, ok. Ja, se mi dva sva, recimo, sva se igrala, ko sva rekla, ok, za busy imamo mi naročnino, da tukaj credential notim bo imel dostop do vseh busy podatkov, ki jih imamo sicer na voljo čez browser. Ne? Ja, pa no, ima tudi ta del, a še zdaj malo ta del, se ni danes tema operatorjev pa tega, ampak recimo proxy. Jaz bi s tem zaključil, ne? Torej, tako kot sva že na začetku namigala, te velike firme tudi delajo svoje druge agente, ne samo deep research in se mi zdi operator je eno od teh, pa malo več povejo o njem, no, ali pa kaj si mislil? Mislim, operator je pač od OpenAI, Teo treba res kratico začeti uporabljati. OAI, Teo je nekaj taga, kar je zelo. Ok, ampak je to njihov agent? Ja, operator je, sprav, išče po spletu in lahko zate tudi v osnovi, saj ko je bil predstavljen, ki je na pro modelu na voljo v Ameriki samo trenutno, zate naredi recimo tudi rezervacijo, mize. Ne samo bere, ampak tudi klika po internetu. Ne? Tako, klika in lahko izpolnjuje neke forme. Zdaj ne more se pač odzivati na to drugače, pač izpolne formo. Tako da tisti, ki bi želeli to mogoče isto sprobati v Evropi, ali pa pač isto je proxy od convergenca, dela pač lahko izpolne neko, ne, jaz testiral, prijavi se na novice na Frodexu in se je pač prijavil in ne vem, bi lahko izpolnil tudi, se pravi, zahtevek za sestanek, to zna pač poklikati, par interakcij, pa par mogoče še sugestij, ampak tako, lahko neke take stvari naredi. Drugače pa se mi zdi eden izmed takih modelov, ki je zdaj dost velik hype, no, spet kitajski je Manus AI, to je v bistvu trenutno rečemo največji hype okrog tega generalnega AI agenta, ki je bil sicer na začetku zastonj pa na voljo, ampak pa so hitro ga zaklenili, pa mislim, da je okrog 2 milijona ljudi na listi čakalni, to je bil podatek par dni nazaj. Sve so tudi mi dva. Ja. Mogoče vsaj 2 milijona, 2 človeka. Spušča jih pa nekje 50 do 100 na teden noter, tako da sem pa tisti tvoji krko. Si že zračunal, čez koliko let boš dobil dostop. Ja, tako da, tako kot si pač rekel, to ogromen resursov zadnji porablja. In je pa fino iti na njihovo spletno stran, malo pogledati, kakšni cases so. Ker lahko tudi pogledaš, kako je konkreten case v delu, oziroma tudi pustiš svoj case. Tako, ja. Pa ga dajo vrsto, ne? Tako, ja, lahko pač pogledaš in se mi zdi ena zadeva, ki je taka, ni za vse, jaz bi rekel, da tukaj je en primer, ne vem, narediti plan, poti, kak reš na japonsko, zato bi rekel, da so kakšni modeli mogoče celo bolj uporabni, kot pa deep research, ampak recimo en model mi je bil pa tak zanimiv, ki eden je iskal recimo, ne vem, neke preproge, recimo, ne, pač raziskuje preproge in potem v bistvu z lista, se pravi, po katerih kategorijah on je podjetje in to kupuje, tako, to je kaj z B2B. A torej on preprodaja preproge? Ja, recimo jih rab za naprej. Ne? In potem mu da kot source, mu zanalizira različne spletne strani in pa mu kar zgenerira v bistvu nek report, ne? To je ta v bistvu coding dela, ki mu kar naredi report, da ga lahko nam poklika, pogleda različne vire, različna kvaliteta in pa od tam naprej, ne tako, tam se zaključa, ampak lahko bi šel tam naprej
bi naredil recimo mail do teh, jim nekaj predlagal, tako naprej. To se mi zdi. Jaz mislim, da v tej fazi, tudi sem pogledal kar nekaj njihovih primerov, je pač to kombinacija deep research agenta z nekim coding agentom. Torej, ni tako, da bi na neki konkretni rešitvi nekaj zate naredil, ampak torej, ne vem, da bi ti v Power BI-ju zgradil poročilo, ampak v bistvu kar vedno razvije nek, da bi rekel, BI dashboard, ki je interaktivan, ali pa en primerček je bil, ko je na koncu gotovo, da bo on razvil pa zdaj eno igro, ne. Pa mislim, da je bil nek primer izdelave shortsov po nekem video podcastu, pa je potem tudi kar z nekim skriptom te odseke razrezal pa eksportu v nove file. Tako. Ja, mislim, mesto tem case, ko so Apple-ovo spletno stran prekopirali, ki je v bistvu naredil identično, ampak veš še, kako je naredil, tako da si je v bistvu elemente pa ene slikce kar screenshota obrezal, ampak veš, mogoče bodo nastali novi social networki, ki bodo zelo podobni drugim, samo barve bodo druge. Ja. Tako da danes je to očitno bo vedno lažje dosegljivo, pustimo kvaliteto, pa je to dobro, pa tako, to je za drug podcast, ampak dejansko bo neke stvari, ki jih boš dal, ok, to so stvari za narediti, za moje delo kasneje, in bo pač nek agent oddelal te stvari, bo pogledal, ti bo vrnil neke rezultate, ali za novega agenta, ali da boš ti pogledal, ne vem, da bo ta human in the loop verjeten ostal, ali pa human intervention, boš ti to pogledal, nekaj z tega naredil in pač tako da je zanimivo obdobje za spremljati so to AI tehnologijo, tako da. Ja, jaz mislim, da je zanimivo, ja, zaradi tega, ker po eni strani vidimo, da veliki tekmujejo med sabo, kakšne agente bojo naredili, pa po drugi strani, ker vidimo to, ja, kako se združuje več agentov, ker zdaj pač zadnje leto pa pol poslušamo o agentih, zdaj pa nekako združujejo več agentov v enega in združujejo svoje moči, da so pač bolj koristni. Ne? Tako da ja, do konca leta bo po mojem še kar veliko zanimivih stvari se izkristalizirali, kaj zdaj res uporabno, kaj ne, a ne. Tako da, ja, pa te deep researchi ni lih to, da voice uporabljaš, tako mogoče. Ja, mal bi čakal, ja. Ja, tako da. Bo kakšno ono glasbo dal s možgansko mrtve, ali kako smo že rekli, ne? Umesko razmišlja. Ja, je generated zate, tako da. Ok, hvala Gorazd. In zdaj prišli smo do konca epizode. Res, če še nisi na začetku epizode pritisnil pauze, pa je spolno ankete, bi vas še enkrat prosil, če greste na frodix.com/anketa, pa nama vrnete, nam povete informacije, kako vam je tale podcast všeč, pa kaj bi, če bi radi kaj spremenili. Res je, sam par vprašanj. Hvala Gorazd, hvala poslušalci. Če vam je bil ta podcast všeč, bova ful vesela za kakšen like, komentar, mention, deljenje, če ga delite s svojim prijatelji, svojim krogom, bova tudi ful vesela. Hvala za poslušanje in se vidimo naslednjič. Čau.